Grčija in Makedonija se še vedno nista sporazumeli o imenu Makedonije. Grčija namreč še vedno trdi, da Makedonija ne bi smela uporabljati tega imena, saj naj bi bilo to rezervirano za teritorij starega grškega kraljestva Aleksandra Velikega. Grčija je tudi blokirala kandidaturo svoje severne sosede za članstvo v Evropski uniji in zvezi NATO. Makedonija pa bi morala po razpadu Jugoslavije nositi ime nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Sedaj pa je na srečanju grškega premijeja Aleksisa Ciprasa in Zorana Zajeva slednji dejal, da bo Makedonija spremenila ime letališča in ceste imenovane po Aleksandru Velikem kot pomoč pri reševanju spora. Na Šrilanki je na tisoče budistov proslavilo prihod kralja Manijakika z barvito procesijo, ki je prečkala tudi reko v zahodnem predmestju Kelanje. Kip so posvetili sredi reke v spremstvu mnogih čolnov in ga prenesli na drug breg. Tam je glavni menih sprejel skrbništvo nad kipom. Tovrstne procesije trajajo že od leta 1927 in vsako leto pritegnejo več 10.000 gledalcev. Ameriški predsednik Donald Trump je zjutraj z letalom prispel v Zürich, od koder je pot nadaljeval na Svetovni gospodarski forum v Davosu. Trump bo jutri v svojem nagovoru najverjetneje zagovarjal svojo agendo najprej Amerika in si prizadeval za vzajemno trgovino med Združenimi državami in njenimi zavezniki. Srečanja se udeležuje kot predsednik ZDA, nikoli pa ni bil na forum vabljen kot poslovnež. Še pred odhodom v Švico pa se je moral v državi ukvarjati s 30% tarifo za uvožene sončne celice kot prvimi enostranskimi trgovinskimi omejitvami, ki jih je administracija postavila kot del širšega preventivnega programa. Obisk Urada Združenih narodov za droge in kriminal v ženskem zaporu na Tajskem je pokazal, da je nujno potrebna državna reforma pri borbi proti trgovanju in tihotapljenju prepovedanih drog. Obenem pa tudi, da se stanje v nekaterih zaporih že izboljšuje. Predstavniki urada so obiskali ženski popravni inštitut v severnem tajskem mestu Chiang Mai. Ta zapor je namreč eden od 10 na Tajskem, ki mora upoštevati bankoške predpise ali smernice za ravnanje ženskami, ki jih je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela leta 2010. Od 1982 zapornic je 80% obsojenih zaradi drog. Tiste, ki so tam dalj časa, so potrdile, da se je stanje zaporu izboljšalo. Spodbujajo jih, da dojijo svoje dojenčke, nekatere se usposabljajo za tkanje svile in tradicionalno masažo. Tudi sam zapor je v primerjavi s prejšnjimi leti bolj čist.